Tokrat sva se s Samom prepustila vrsticam o življenju najstnika Tomaša. Pes pa v smeh, zabavna, duhovita in knjiga polna resnic. Pes je lahko človekov najboljši prijatelj ali pa celo rešitelj. Psička Žofka v življenju Tomaša, našega glavnega lika, igra pomembno vlogo. Zakaj se smeji, pa boste izvedeli, če preberete tole knjigo. Samo jo je že. In menda ti je bila knjiga na trenutke dolgočasna. Je to res? Sicer knjiga je zelo, zelo zanimiva. Ne smemo dobiti predstave, da je dolgočasna, ampak so določeni monologi, kjer se preveč razvleče. So tudi v razmerju med Tomašem in Bogom. In se mi zdi, da, ne vem, mene to lih ne zanima, mogoče pa koga od vas bo. Govoriš o teh monologih, to so izrazito Tomaševi monologi, kjer nekako dobimo vpogled v najstnika. A se ti je zdela ta knjiga preveč stereotipni prikaz najstništva? Ko sem prvič bral knjigo, na začetku se mi je zdel Tomaš ful stereotipičen najstnik, razen tega, da ni bil nobena subkultura pa tako, bil je ful ignorantski in tako. Potem pa, ko se je knjiga razvijala, je postal vedno bolj je postal samo svoj, se pravi, ni bil tako kot drugi najstniki. Potem pa, ko sem bolj razmišljal o tem, mogoče se pa pisatelj na začetku samo dela norca iz stereotipičnih najstnikov. Ja, kaj je torej sporočilo staršem iz najstniških oči? Ja, da ne biti preveč strogi, ker potem tudi najstnik ima slabše mnenje o vas. Pustite mu prostora, da je sam zase, ker že sami ne dojemamo, kaj vse se dogaja z nami, ker iz meseca v mesec smo lahko čisto druge osebe. In vi ne morete dohitevati nas v tem razvoju, še mi sami ne moremo. Tako da pustite nas pri miru nekaj časa, ampak v določenih mejah. Priporočava zabavno branje, zanimivo in odličen vpogled v najstništvo. Poglejmo, kako ste razumeli najin pogovor. Z veliko vidikov je Tomaš primer stereotipnega najstnika. Zaradi česa pa po Samovem mnenju Tomaš izstopa. A. Ni pripadnik subkultur, B. Izraža se z monologi, C. Hitro se spreminja ali D. Ne ignorira drugih. Imate 15 sekund. Obe ekipi menita, da je rešitev A, da torej Tomaš ni pripadnik subkultur. Naj vam povem, kaj je povedal Samo. Pravi, da je Tomaš zelo stereotipen najstnik, razen tega, da ni pripadnik nobene subkulture. Pravilen je odgovor A.